Živijo sem, pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Vem, da je minilo že nekaj časa, odkar sem objavila zadnji moj video, ampak v mojo obrambo problem je bil v kameri oziroma v fotoaparatu, pokvaril se mi je in je mogel iti na servis oziroma na popravilo in je to majčkeno trajalo, ampak back on track, zdaj imam spet popravljen fotoaparat, tako da lahko snimam in decembra smo že. Kdaj je december prišel sem? Presežem, meni je to leto šlo to hiter in sem pač rekla, da imam toliko enih idej v decembru, kaj bi rada za vas posnela, tako da tole je prvi izmed vseh decembrskih videov. Jaz upam, da vam bo všeč. Govorili bomo pa o mojem make-up haulu oziroma o nakupovanju make-upa v mesecu novembru in decembru oziroma ja, Black Friday je novembra, pa ta Cyber Monday, pa te popusti, ki so bili na internetu. Dve večje zadeve imam, oziroma par paketkov imam kar v teh škatli iz Beauty Baya in pa iz Sephore v Italiji. Jaz hodim ponavadi v Sephoro v Italijo v Vileze, to je tam pri Gorici, tam je tudi Ikea. Saj sem to že dostikrat povedala na kanalu, tako da po moje najbolj, da začnemo zaradi tega, ker je res ful veliko stvari in bomo šli kar po hitrem postopku čez, zaradi tega, da vam lahko vse pokažem, kaj sem vzela. Vmes so tudi, mislim, da sta dva ali pa trije celo mogoče PR paketi oziroma promocijski paketi, ki so mi jih poslala podjetja v Sloveniji. To bom povedala, pač kaj nisem kupila, kaj sem dobila in ja, dajmo začeti. Ok, še preden začnem, vam moram samo to povedati. Letos polet, oziroma natančnejše avgusta, me je v bistvu Anja, moja Anja, ki jo itak poznate, ki sem jo že 100-krat omenila tukaj na kanalu, prepričala v nakup dveh Colourpop tekočih mat šmink. Sicer vem, da so njihove šminke ful dobre, ampak če me poznate, veste, da sem jaz bolj pristaš ta pravih šmink, se pravi v tisti tubi oziroma v bulletu, kakor pravijo. Ne nosim toliko mat tekočih šmink, ker so mi presuhe na ustih, ampak te so res prijetne. Pa če mi Anja reče, da je ena stvar dobra, ji verjamem, zaradi tega, ker je tudi ona kot jaz ful zbirčna pri make-upu in mi je pač predlagala njihovo rdečo mat tekočo šminko in vzela sem v bistvu dve, zaradi tega, ker se nisem mogla čisto odločiti, katera mi je bolj všeč oziroma katere ne rabim, bi rekla. In sem vesela, da sem obe dve vzela, ker je ena za odtenk majčkeno bolj temna, ampak to je res tako minimalno, večina ljudi ne vidi razlike, ampak jih pa daš skupaj recimo na roko ali pa že tako v roki, ki jih v tubi držiš, se pa vidi, no, tako da tudi danes imam gor eno izmed teh dveh. Prva je Ariba, je iz Limited Edition kolekcije oziroma I Love Sarai X Colourpop, to je ena youtuberka. Ta druga šminka je pa Creeper, je pa v bistvu njihova stalna kolekcija, tako da, če vas slučajno zanima, no, kaj imam danes gor. Glede na to, da ne nosim velikrat rdeče šminke, jih imam sicer nekaj doma, ampak zelo poredko jo pa nosim. Tako da, te dve sta danes, oziroma ena od teh dveh danes imam gor Aribo, sem pa tudi Creeperja že nosila, sta identične za nositi, ampak je Ariba za odtenk temnejša od Creeperja, tako. Zdaj pa gremo v make-up haul, da ne bo ta video predolg, kar jaz itak mislim, da bo, ampak oh well. Ok, začeli bomo z manj, kako bi rekla, polnim ali pa obsežnim paketom, to je iz Beauty Baya. Jaz sem Beauty Bay naročala, mislim, da je bilo v unem tednu, ko je bil Black Friday, se pravi, petek je bil 23.11. V tistem tednu so oni dali ven akcijo za minus 30% na vse, plus zastonj poštino imajo, tako da you know what I did. Ok, kupila sem, prva stvar, ki sem jo kupila, so Zoevini čopiči. Vzela sem jih enih par, eni so že dvojni, ki jih že uporabljam in se stalno zalotam, da pri strankah ponavadi mi istega čopiča zmanjka oziroma nimam časa toliko med eno in drugo stranko ga ščistiti in je pač fajn, da imaš dvojne. Predvsem za eyeliner, gel eyeliner govorim, mi je njihov wing liner ful dober. Pa sem vzela enega še za notranje kotičke, da se nanaša svetleče senčke lahko natančno. Enega novega sem, oziroma dva nova sem vzela, da jih sprobam, pa še enega za pod očmi oziroma za spodnjo veko. Tako da vsega skupaj sem vzela 5 Zoevinih čopičev.
Pa sem pa vzela, v bistvu še enega sem vzela, ampak ta je iz ene druge kolekcije, zato je prišel tudi tako pakiran. Je pa isti čopič kot ta, ki sem omenila za eyeliner, samo da je pač v rose gold kombinaciji, oziroma da ima držalo v rose gold. Potem sem vzela RCMA No Color Powder, tiste, ki veste, oziroma me spremljate že nekaj časa, veste, da sem že dostkrat povedala, da je to ful dober puder v prahu. Nima flashbacka, dejansko je ful pocen za količino, ko jo dobite, jo imate za ful dolg. Plus ful je lep na koži, ker se ga ne opas. Ne dodavam prekrivnosti sicer, ampak če imate zadost prekrivno tekočo podlago pod tem, v bistvu niti ne rabite. Plus ful lep finish ima na koži. Ni tistega maskastega izgleda ali pa da bi izgledala koža suha. Tako da za vse kože definitivno najboljši fiksirni puder v prahu na trgu. Ok, kaj imamo še pol? Vzela sem zase, zdaj te stvari, ki ste jih videli, so bili več ali manj nakupi mene kot make-up artista oziroma vizažistke za delo na strankah, pa sem pa valjda tudi nekaj še zase vzela. Tole je prva zadeva, tole je Friendcation Desi X Katie paleta od Dose of Colors. Kdor pač ve, tudi ve, da jaz njiju dve spremljam in sta mi najljubše moje youtuberke. Paleta zgleda takole. Bila je že razprodana vmes in takrat, ko je ven prišla, sem bila jaz ful v dilemi, a si jo čem kupiti ali ne, ker morate vedeti, jaz imam ful enega make-upa, ki ga sicer uporabljam na strankah, ampak ko je enkrat treba zase nekaj kupiti, sem kar tako, ne, pa saj take barve že imam, če bom rabila, bom že iz une paletke vzela, ni panike, no, ampak sem rekla, že sam zaradi pakiranja, pa pač valjda zaradi tega, da podprem moje dve najljubše punce iz YouTuba. V glavnem, da vam pokažem še noter. Takole zgleda paletka, meni je noro lepa, barve so ful uporabne, edin mogoče, ok, te dve tukaj sta mečken, kako bi rekla, bolj take unikatne, oziroma malo bolj, če se počutiš avanturista ali kakorkoli, ampak nič za to, jaz verjamem, da jih bom kdaj tudi uporabljala na sebi, tako da to je bilo zame in za mojo dušo. Potem zraven tega sem tudi bolj kot ne zase, čeprav sem že tudi razmišljala, da bi ga vsem dodala v moj kovček za ličenje na strankah, ampak bomo videli. Sem vzela iz iste kolekcije Limited Edition Dose of Colors Desi X Katie. Takrat sta one dve ven dale tudi en tak lip glossek, samo da ga odprem, da vam ga pokažem. Tale je v odtenku Over the Top, takole zgleda, je pa praktično nude oziroma brezbarven gloss z mikro zlatimi bleščicami in gre noro lepo na navadna usta oziroma brez šminke, če imaš nude šminko, lahko greš čez rdečo, če želiš, in sem pač rekla, da to moram imeti, tako da za to zadevo se še odločam, ali bom dejansko jaz uporabljala, ali bojo dejansko deležne moje stranke. Ok, pol naslednjo sem vzela Beauty Blender, vzela sem v bistvu 3, ampak je bila 3 maksimalna količina ene barve Beauty Blenderja, ki si jo lahko naročil ob enkratnem naročilu. Enega sem vzela še za sestro, pa še za eno kolegico, tako da je vsaka enega vzela. Če bi lahko, bi jih sigurno več, ker so bili 8 €. Ne vem, kje lahko toliko poceni še dobiš originalen Beauty Blender. In tudi tisti, ki me že dalj časa spremljate, ali pa če me tako izven YouTuba poznate, veste, da uporabljam pri svojemu delu in tudi na sebi sam Beauty Blender in je to tudi edina gobica, ki jo iskreno pač priporočam in stojim za njo 100%. No, to je res najboljša gobica na trgu. Res, da je mogoče mečken dražja, ampak definitivno vredna svojega denarja. Ok, potem sem vzela še, to sva za Anjo isto vzela, oziroma Anja je krivec, da sem jaz to tudi vzela, ker je Anja naročila na Beauty Bayu par minut pred mano. In valjda sem jo vprašala, kaj si vzela, da vidim, če je mogoče še kaj tazga, kar bi jaz. In to je ena od takih zadev, no. Tako da to je v bistvu od Zoeve paleta Brow Spectrum, se pravi paleta za obrvi, ki jo lahko mi vizažisti enostavno v svoj kovček spakiramo in imaš praktično vse barve za obrvi oziroma senčke za obrvi v eni paleti, pač karkoli bi rabil na kakršnikoli stranki. In je pač ful priročno. Zdaj sem uporabljala od Meka, ampak ker mi grejo k koncu, sem rekla, da sprobam to, zgledajo ful lepe barve, verjamem tudi, da so zadost pigmentirane, ker če so njihove paletke karkoli potem, kakršni so čopiči,
verjamem, da so ful dobre, ker so že čopiči odlični in definitivno vredni svojega denarja. Ok, potem sem pa iz Beauty Baya vzela še, ne vem, če boste videli, to so take bleščice oziroma, sploh ne vem, niso niti bleščice, ampak so kaj eni taki lističi Festival Face Chunky Festival Glitter, ok, ja. Te so v bistvu, imenujejo se Mermaid Scales, se pravi luske morske deklice. Tako da tole sem v bistvu pa vzela zaradi tega, ker je bilo znižan na, ne vem, 1 evro ali pa 2 evra. Sem rekla, ok, mogoče za prihajajoči februar, ko bo treba snemati kakšne maske za pusta, bo mogoče tudi to uporabila. Nekaj časa nazaj, oziroma mislim, da je bilo lani ali pa 2 leti nazaj, sem snemala že sicer morsko deklico, ampak tele bleščice bi takrat rabila, pa bi bilo res hudo. Ampak, nima veze, jih bomo že porabili. Ok, potem, kaj sem še naročila, to je zdaj, ni bilo na Beauty Bayu kupljen, je bilo naročen posebej, tudi v sklopu teh razprodaj oziroma popustov. Sem naročila iz Colourpopa, ker so imeli, mislim, da zastonj poštnino, če se ne motim, ali nekaj takega. Free delivery, v glavnem, sem naročila do 20 evrov, zaradi tega, da pač se izognem davku in carini in tako naprej. Vzela sem v bistvu njihov highlighter, v bistvu je to Super Shock Cheek zadeva, pač neki za nalička, logično, ker je taka barva in pa odtenk in ker so bleščice, je to kot highlighter mišljen, ampak tole je v odtenku Flexitarian. Potem sem pa spet zase vzela še en njihov lip liner, tale je pa v odtenku BFF2. Ok, to je zdaj iz Beauty Baya. Neke stvari so še bile, ampak tisto sem naročila še za eno kolegico, posebej pa sem mi že dala, tako da tistega vam žal ne moram pokazati, so bile pa neke skincare zadeve od Mario Badescu, mislim, da je znamka bila. Ok, potem prvi PR paketek, ki sem ga dobila zdaj decembra, je bil od Revlona v takile cute toaletni torbici, ko jo lahko imaš, ne vem, za kakršnokoli zadevo vržeš v torbico, da nimaš vse razmetan, recimo. Not sem dobila pa njihove 3 šminkice iz nove kolekcije, takole izgledajo. Ta prva, tale je taka rdečkasto oranžna, tale je v odtenku 063 Fire and Ice, hudo. Ta je taka temno vijolična, oziroma kada bi gledala tole temno grozdje, taka vijolično rdeča, ful temna barva, ta je v odtenku, Black Cherry, ok, 061, pa imam pa še živo roza, je pa v odtenku Boss Lady 060, so sicer še zapakirane, ker imam noro velik šmink in jih nočem odpakirati, preden pač bi jih začela dejansko uporabljati. Tako da bojo svoje domovanje zaenkrat imela v tejle toaletni torbici.